Peking je metropola, kjer živi več kot 10 Slovenij. Je stičišče moči in tradicije. Tu delujejo najvišji organi oblasti, se oblikujejo ključne nacionalne politike in stojijo najpomembnejše kulturne, izobraževalne in zgodovinske ustanove. Mesto Peking se svojo več kot 3000 let staro tradicijo uvršča med najstarejša mesta in zato tudi v sam vrh ne le kitajske, ampak svetovne zgodovine. Danes se zdi, da to mesto nikoli ne spi. Kot bi človek zrl nekakšno vrveža polno mestno panoramo, le da je ta brez zvoka. A slišiš promet? Ne slišiš? Kitajska je največji proizvajalec električnih vozil na svetu. Lansko leto je njihova proizvodnja predstavljala več kot 70% globalne produkcije. Prebivalci Kitajske pa so posedovali več kot 31,4 milijona električnih avtomobilov. In kaj še nikoli ne spi v kitajskih mestih? Varnostne kamere. Kitajska mreža nadzornih kamer je ena izmed najbolj razširjenih in tehnološko naprednih na svetu. Digitalne oči pa niso le varnostni aparat, ampak tudi strateško orodje oblasti. In ker se na Kitajskem vse začne in konča s politiko, se je po nove poslovne priložnosti pod vodstvom predsednika državnega sveta Marka Lotriča odpravila ena največjih gospodarskih delegacij doslej. Trgovinska menjava med državama se je v zadnjih letih močno povečala. Lani, na primer, smo na Kitajsko izvozili okoli 275 milijonov evrov blaga, vozili pa za skoraj 7 milijard evrov, od tega dobri 2/3 kemičnih sestavin, ki farmaciji prinašajo dodano vrednost. Sodelovanje s Kitajsko se začne preko politike. V Kitajsko ne morete vstopiti samo z tem, da odprete podjetje. Ne, to ne gre. Ne. Tukaj odpirajo podjetje države, vlade. Drugo jutro nam je prineslo vonj po zgodovini. Prepovedano mesto. Ta veličastni kompleks je bil več kot 500 let dom cesarske družine in politično središče Kitajske. 72 hektarjev je pripovedovalo o sinovih Boga, o njihovem osrčju vesolja, v katerega za razliko od danes ni smela stopiti nepovabljena noga. In morda ni naključje, da danes najvišji državni organ moči na Kitajskem, velika palača ljudstva, stoji prav nedaleč stran. Tukaj sprejemajo odločitve, ki vplivajo na celotno svetovno gospodarstvo. Nacionalni ljudski kongres sprejema zakone, spreminja ustave, imenuje ali razrešuje celo najvišje državne uradnike. A v praksi ključne smernice še vseeno ostajajo trdno v rokah komunistične partije. 15 let že hodim na Kitajsko in ko sem prvič prišel, sem ugotovil, da je Kitajska dežela prihodnosti, ker tukaj veljajo drugačna pravila kot v Evropi. Marko Femc je eden tistih poslovnežev, ki v Kitajski vidi prihodnost tudi zaradi njihovih temeljnih vrednot, pa tudi spoštovanja sistema. Ker milijarden narod bi država le stežko obvladovala brez trde roke, meni. Njegovo podjetje je začelo z obnovljivimi viri, zdaj nadaljuje sodelovanje z enim vodilnih proizvajalcev električnih in robovozil in upa, da bi lahko takšna vozila testno preizkusili v Ljubljani že prihodnje leto. V širšo uporabo pa vsaj na začetku dvomi Zhang Haoyan, ki je v podjetju zadolžen za evropski trg. Se pa kitajska podjetja, predvsem tista za avtomobilsko industrijo, precej zanimajo za pristanišče Koper in možnostjo skladišč oziroma tovarn. There's a Magna factory in Slovenia. Now it is locked down, waiting for the new customer. So I think that is also a good opportunity for Chinese OEM to launch their manufacturing in Europe. Smo majhna država s strateško pozicijo. Kadarkoli me vprašajo, koliko pa nas je v Sloveniji, je moj odgovor vedno, v Evropi nas je pa skoraj 500 milijonov. Gremo. A predsodki so kot megla nad pokrajino. Zakrijejo resnico, stereotipi pa ozke škatle, v katere tlačimo svet, da nam je lažje, a zato postanemo manjši mi.
In to velja za obe strani, je prepričan Žiga Vavpotič, ki že vrsto let pleše na parketu slovensko-kitajskih poslovnih odnosov. Morda je danes eden še vedno stereotipov, ki ga premalo razumemo, da je tista, ki kopira, ampak to več že dolgo časa ni res. Kitajska je ratala ena najbolj naprednih držav, ko govorimo o zelenih tehnologijah, je verjetno prehitela cel svet. In tudi hitri vlaki so eden od kitajskih čudežev. Mi smo z enim od njih, 370 km oddaljen Qingdao, ki je med drugim tudi strateška točka pomorske sviline poti, z dobrimi 300 km/h dosegli le v dobrih 3 urah. In prav Qingdao je eden največjih proizvodnih obratov hitrih vlakov, kjer se je rodil tudi najhitrejši vlak na svetu, ki lebdi nad tračnicami in doseže hitrost tudi do 600 km/h. Kitajska ima največje svetovno železniško omrežje za visoke hitrosti in polovica tirov je bilo položenih v zadnjih 5 letih. Omrežje za tako visoke hitrosti Kitajska še nima. A vlada vseeno pospešeno vlaga v železnice, ker ve, da so te ena ključnih poti do hitre rasti. In kitajsko ljudstvo to ceni, pripoveduje Vavpotič. Politiki so na nek način pol požanstvo, 7 ljudi, ki na nek način upravlja državo, kamorkoli pride, stojijo vrste in množice, ljudje so na njih ponosne, glede na to, da predsednik državnega sveta na tem obisku sreča številko 2, 3 in 4, se kaže na to, da v bistvu na nek način tudi ravno prav velika Slovenija. Jaz nikoli ne rečem, da je Slovenija majhna, ampak ravno prav in ima svojo vlogo. Ena izjemnih in za nas tudi pomembnih zgodb je zgodba o enem največjih igralcev globalnega trga, ko je govora o elektroniki, gospodinjskih napravah in pametnih tehnologijah. Hisense ni le podjetje, kot ga poznamo Slovenci preko Gorenja, je mnogo več. Danes ta globalna tehnološka skupina pokriva skoraj vsak kotiček sodobnega doma, hkrati pa je eden vodilnih razvijalcev digitalnih operacijskih sob na Kitajskem. A mene je za preseženi slovenski tradiciji jasno neslo med gospodinjske aparate. Zjutraj potrebujem en sušilni stroj, še enkrat dražje kot pri nas. Ko je Hisense pred 7 leti prevzel Gorenje, ki je nujno potrebovalo svež kapital in strateškega partnerja, je Slovenija dobila tudi priložnost, da ukrepi svoj položaj na evropskem in globalnem trgu. Del proizvodnje ostal v Sloveniji, blagovna znamka nam je ostala. In če zadnji čas našim obratom kaže slabo zaradi proizvodnih stroškov in konkurenčnosti, se je sestanek vodstva Hisensa, zaprtim za novinarska vprašanja, a odprtim za dialog, izkazal za majhen čudež. Uspelo nam je dobiti zagotovitev vodstva Hisensa, da stoji ob strani Hisense Gorenju v Velenju in ostalih lokacijah, torej krepijo novo tehnologijo, krepijo umetno inteligenco in to z novimi proizvodnimi linijami. Please welcome His Excellency Marko Ločić, President of the National Council of the Republic of Slovenia. Da nas Kitajci vidijo v partnerstvu, pa prav gotovo priča tudi slovenska prisotnost na največjem kitajskem mednarodnem sejmu uvoza v Šanghaju. Dragi prijatelji Slovenije, Evrope in Kitajske. V slovenskem paviljonu se je letos predstavljalo kar 7 slovenskih podjetij, a jaz sem se jasno ustavila ob očem najbolj mičnem razstavnem prostoru. Elon Musk in drugi tehnološki vizionarji že nekaj časa napovedujejo, da bodo humanoidni roboti kmalu postali nepogrešljiv del gospodinjstev. Simba. Tail? He doesn't have tail. Podjetje Unitree Robotics, ki sodeluje tudi s Slovenijo, je globalni pionir v industriji visoko zmogljivih štirinožnih robotov in vodilni ponudnik globalnih aplikacij na Kitajskem. Vodja prodaje za srednjo in vzhodno Evropo Zahari Dženk meni, da ima Slovenija velik potencial. You have the great technical guys, you have the great business systems, and then we decide, yes, it's a good time to start a collaboration. 这下 Yes, končno je poskama v Boga! Šanghaj je le v nekaj desetletjih postalo gospodarsko, finančno in kulturno srce Kitajske.
213 km dolga reka Putong deli Šanghaj na zahodni del in vzhodni del. In na zahodnem stoji ena najvišjih stavb na svetu, Shanghai Tower. 632 metrov je simbol sodobnega Šanghaja in hitrega napredka. Danes najvišji nebotičniki, še pred dobrimi 30 leti pa so tu bila le polja. Kitajska gospodarska rast ni naključje. Za njo poleg strogega političnega sistema stoji tudi stroga delovna kultura in intenziven šolski sistem, razlaga Ma J, diplomirana enologinja, ki je študirala v Sloveniji in tam zaradi manj stresnega življenja, pravi, tudi ostala. Imamo tako besedo na kitajskem 996, 996, kar je pomeni 9 ur na dan, in 6 dni v tednu delajo, ampak to je tako uradno. Drugače ljudi imajo mobitel vklopljen skozi, čez noč tudi, in lahko šef pokliče zvečer, po noč z kakšnim delom. Dopusta si večina ne izbira samih. Otroci so v šolah ali tečajih do večera. Otroci imajo še več za delati kot odrasle, ker na kitajskem, če hočeš se prijaviti na univerzo, torej dobiti sploh pozicijo na univerzi, na kakšen top 50 univerzi, moraš pa res zelo, zelo veliko študirati. Čakala nas je še zadnja postaja. Svetovna finančna prestolnica, ujeta med nebotičnike in tropske hribe. Fikuse ponovadi gojimo v loncih, doma ne, tukaj pa zrastejo več metrov visoko. 552 metrov nad mestom se je šele resnično razkrilo, kaj Hongkong je. Eno najbolj gosto poseljenih urbanih območij na svetu in hkrati eno od najbolj zelenih. Vrh Viktorije je med turisti zelo priljubljen. Jasno, saj ponuja prekrasen pogled na pristanišče Viktorija, na celoten osrednji del mesta, na otok Lama in ostale otoke. Hongkong je mesto med dediščino britanskega sistema in kitajsko prihodnostjo. 100 years ago, when we were under British rule, no Chinese were allowed to live beyond the mid-level. Only when you're white, Europeans. Now, don't quote me, I'll get myself into trouble, but I try to explain. It's no longer the honorary consul. Bernard Lau je častni konzul pokoju. Družinsko pisarno zdaj vodi njegov sin Michael, ki se je po študiju v tujini vrnil domov. It's you can consider high pressure. Some people would consider in terms of working environment high pressure, but to me, I love it. It's still my home, and then because Hong Kong has a lot to offer as a city. Nekoč se je njihova družina ukvarjala z bakrom, pa z nepremičninami, danes Michael vodi svojo agencijo za upravljanje premoženja. It's fantastic because a lot of global corporates, multinational companies, they will set up head offices in Hong Kong. So that's one. So you have a lot of opportunities. Ko sem zrla z vrha na mesto, je vse skupaj delovalo kot živ organizem ujet med steklo in jeklo, obdan z južno-kitajskim morjem in gostim zelenjem, kjer je kljub vsemu še vedno dovolj prostora za vsakogar, ki ima jasno vizijo in dovolj poguma. Pot po Kitajski je razkrila dve drugačni kulturi, a podobni v marsičem. Kitajci cenijo predanost, dolgoročno razmišljanje in odnose, ki se gradijo počasi. Slovenci pa znamo vztrajati, si izmisliti kaj novega in delati premišljeno. In prav na teh točkah se lahko morda srečamo v prihodnje. And in the future we're gonna exchange the culture as well, because I'm the big fan of the Dongzhi. In takole se je malo za šalo, malo zares pošalil podpredsednik ene največjih bank na svetu, Liu Jun, ki je bil pripravljen odpreti vrata obveznicam. Thank you. All the best. And we will be in touch. Yes. Bye bye. In epilog obiska? Odnos med Slovenijo in Kitajsko bo napredoval tam, kjer bodo interesi jasni in poteze odločne. Ostaja pa ključen razmislek. Katere mostove je smiselno zgraditi in zakaj prav zdaj?